Najlepša hvala, lepo pozdravljeni tudi z moje strani in v največje veselje mi je, da lahko med nami pozdravim Aljo Predan, Mojco Krajnc in Urško Pečerne. Prevajalke, ampak tudi zelo veliko več kot samo prevajalke. Alja Predan in Mojca Krajnc sta dramaturginji tudi, pa še v različnih drugih funkcijah smo imeli priložnost se srečevati z njima. Gospa Černe pa tudi predavateljica na Filozofski fakulteti v Mariboru in pa še številne druge funkcije so pomembne, med drugim vaše delo pri Prangerju, ki tudi daje veliko pozornost prevajanju. Tako da o prevajanju danes veliko bomo govorili in mogoče, če začnemo pri prevajanju dramatike, najprej s samimi začetki. Zanimalo bi me, vse tri sprašujem za začetek, da prebijemo led. Tale prva izkušnja prevajanja dramskega besedila, predvsem, tako kot smo zastavili današnji pogovor, z vidika, ali je šlo tukaj za naročilo ali za neko odločitev in potem ponudbo gledališču. Ti začetki me zanimajo, pa mogoče Alja. Človek dosti dolg časa živi, pol ima veliko funkcij v življenju, ne, in razen tega pa moram reči, da to me vprašanje presenetilo, zaradi tega, ker se tega v bistvu niti res ne spomnim, a mi je to kdaj kdo naročil, niti kaj je bilo tisto prvo, kar sem prevedla, ampak po mojem niti ne, no. Po mojem sem jaz kar sama od sebe se nekaj poskušala, potem sem pa to malo s prijateljicam Mojci pa Nadi Šumi v Drami smo malo debatirali okoli tega. Se spomniš? No, jaz pa se. No, skratka, mislim, da ni šlo najprej za naročilo, ampak da sem jaz nekaj probala in pol sem na podlagi teh mnenj nekih si drznila potem kakšnemu direktorju umetniškemu to pač predlagati. To je moj spomin, ampak ni zanesljiv, no, čisto. Pripravila sem seznam in po tem seznamu, precej podatkov sem dobila na Sigledal, tako da super za to stran, ki vsem omogoča, da tudi sami dodajamo neke podatke nanjo. Po tem seznamu je prvi prevod dela neke vrste Aljaska Harolda Pinterja, ki pa ni bilo uprizorjeno in navedeno je na tem seznamu, da je bilo to narejeno za ljubljansko Dramo oziroma SNG Drama piše, jaz sklepam, da je to ljubljanska Drama. Potem naslednji prevod, prav tako, leta 1984 oba, Goran Stefanovski, Dvojno dno, SNG Drama, in potem pa Dušan Kovačevič, Radovan III, ki je bil leta 1983 uprizorjen v Tržaškem gledališču, potem pa še enkrat pod naslovom Zmagoslav III, to je bila pa produkcija študentov na GRFT-ju. Ja. Tako. Pa mogoče čisto tako, ker smo že omenili ti dve neuprizorjeni deli, je potem še obstajala kakšna želja, da bi se kje drugje to uprizorilo oziroma da bi se kateremu gledališču ponudilo ali kakorkoli? Jaz moram reči, da sem ob tem povabilu, no, na ta pogovor, sem pravzaprav prebrala oziroma preštela te svoje prevajalske enote, se jih ni tako zelo veliko, in sem res prišla do ugotovitve, da na začetku je Drama meni kar ene stvari naročila, ampak pol jih niso uprizorili, mogoče je bil tako slab prevod, jaz ne vem, ampak niso ga dali tudi komu drugmu prevajati in nikoli teh tekstov niso uprizorili, mislim, da so kar 3 ali pa kaj. Ampak vsega skupaj od vseh mojih prevedenih iger, ki jih je 70, jih samo 5 ni bilo prizorjenih, kar je malo, ne. Vsa druga so pa bile uprizorjene in so tudi bile bolj ali manj napisane, prevedene po naročilu. Tako da to se mi zdi kar dober izplen, no, ne vem, kako je pri drugih.
Mojca. Po mojem seznamu je na začetku kupovanje medenine. To je bilo v Gleju v sodelovanju z Darjo Dominkovš in Tonetom Prešakom. Ampak, ko sem se pripravljala na ta pogovor, sem na različnih mestih, v intervjujih ali pa posnetih pogovorih se soočila s to zgodbo, kako je prišlo pravzaprav do prevajanja na akademiji. Z gospodom Faganelom sta namreč na novo prevedla tekst Važno je imenovati se Ernest. Pa to je bila zelo pomembna izkušnja, kot se mi je zdelo, za nadaljevanje prevajanja, če imam prav. Ja. Je to zdaj v redu? Dober dan, dober večer tudi. Jaz vas pozdravim, hvala lepa za povabilo in hvala za vprašanje. Na srečo sem bila druga na vrsti, tako da sem lahko malo po spominu pobrskala, ker je tudi mene presenetilo to vprašanje. In res, ja, kupovanje medenine je bilo prvo in je bilo pravzaprav v sklopu kompletnega sodelovanja. Se pravi, s kolegico Darjo Dominkovš so bili dramaturginji in so avtorici pravzaprav scenarija za uprizoritev, Tone Peršak je to režiral in pri zelo bistveno pomagal, kar se prevoda tiče, pri prevajanju verznih delov tega kolaža, zelo dolgega teksta, sicer Brechtovega Kupovanja medenine. Omenjeni Važno imenovati se Ernest tekst je pa v bistvu res čist po naključju nastal, ker jaz sem se pripravljala na to, to je bila diplomska predstava na GRFT-ju in pripravljala sem se pravzaprav z originalom, ker je bil manjši. Sem bila nekje, nisem bila v Ljubljani, sem vzela manjšo stvar, ki je bila knjižica Žepna. Se mi zdel strašno zabaven ta Oskar Wilde in bila zelo potem razočarana, ko smo začeli brati z igralci in ni bilo prav nesmešno. In potem sva iz ene vaje na drugo s Jožetom Faganelom, ki je bil lektor pri tej uprizoritvi in tudi sicer je učil slovenščino nas, s pomočjo mislim, iz originala prevedla to igro in obenem ugotovila, da je po vsej verjetnosti ta prevod za neko davno prej uprizoritev bil narejen po prevodu v nemščino. Tako da mogoče, da je tudi, pa predvsem drugi časi, mislim, da je raven ta observacija je srž tistega, zaradi katerega domnevam, da ste v tem napovedniku za današnji večer oziroma današnji pogovor napisali, kako se prevodi za gledališče starajo in drugačen način, kakor prozne. Zdaj, a je to bilo dovolj? Bomo še kaj v nadaljevanju. Gospa Černe, pri vas pa so na začetku, vsaj po mojih podatkih, drame Princes, ampak to je bilo delo več prevajalk, se pravi vsaka je eno od dram prevedla in najprej je išlo v knjižni obliki. Najprej je Elfrida Jelinek dobila Nobelovo nagrado. Najprej napisala drame Princes in ostalih, recimo Jackie. So princese, Sneguljčica, jaz sem dobila Sneguljčico, ki ni princesa. Bilo je tako, da je bilo treba na hitro prevesti in se je založba takoj odločila, da mislim, da je petim damam da in mi smo potem bile na različnih koncih sveta skoraj, jaz vsekakor na nizozemski meji v Nemčiji, ampak smo bile skozi v kontaktu, ker to so dramolet, reče se drama, dramolet, ni prava drama, in to nekako moraš se odločiti, kakšnega boš dal. Filozofiranje je vmes, kar sva potem ugotavljali še bolj za razvoj lika Sneguljčice, za Anjo Novak, ki me je prosila, ne ve, kaj se s tem naredi, ampak to je bila že druga uprizoritev. Se pravi, najprej je bila knjiga, Mohorjeva Celovec je objavila knjigo in mislim, da eno leto kasneje, 2 leti, ne vem, je Prešernovo gledališče naredilo
svojo interpretacijo in potem še 15 let kasneje. Ja, mislim, da je med eno in drugo minilo 10 let, 10, 2015 mislim, da je. Ja. No, je pa še Slovensko mladinsko gledališče naredilo nekaj popolnoma drugega, zelo, zelo intenzivno in zanimivo. Takrat smo tudi vse, razen Lučke, ne vem, če je še Lučka Jenčič, je bila še živa sicer, žal pokojna kolegica, smo korenili, jaz vem, da svojo sem korenito spremenila, ker se pač ti pričeli nekako drugače zakapiraš pri, ne vem, 45 kot pa pri 30, ne, in nekako na ta način je bilo, ja, najprej knjiga. Ni pa, to, ker imam jaz izredno malo izkušenj ob teh dveh damah, tu je to že najprej treba povedati, da jih je na prste dveh rok sicer, nekaj jih je še take, ki so v nemščino, pa jih niste našli, ne, in tudi niso objavljene, razen če so v gostujočih, ne vem, festivalih objavljene, mislim, da ne. Slovenske, ne, Lutkov, ne, in ostale produkcije, performansi. Tako da vedno je bilo naročilo. Vedno je bilo naročilo, nekaj sem poskušala, ampak tem mogoče več kasneje prodajati ideje, kako bi to pa to bilo nujno in zabavno in ne vem kaj, pa ni šlo. Mogoče zdaj je bil že večkrat omenjen ta vidik posodabljanja oziroma novega prevajanja nekega dela, pa bi nadaljevala kar s tem. Zelo veliko imamo takih primerov, seveda že pri samih klasikih, pa tudi veste nekatere svoje prevode posodabljale. Mogoče, če najprej začnemo s tem vidikom posodabljanja. Denimo, Alja Predan, Praznovanje Pintarjevo, je prišlo pri tem med eno in drugo uprizoritvijo do posodabljanja prevoda? Pa še lanskega za Prangarje sem ga tretjič, tako da sem ga 3-krat gledala. Ja, meni se zdi, no, mislim, dramsko prevajanje je pravzaprav tako kot staranje človeka, se mi zdi. Zaradi tega, ker je namenjeno govoru, govor se pa spreminja in se jezik na odru tudi spreminja, ne, s časom. Seveda, in danes, če danes uprizarjamo, bom rekla, Cankarja, ga seveda uprizarjamo lahko in ga večinoma uprizarjamo v njegovi izvirni obliki, ampak velikokrat se pa zgodi, da ga pa ljudje tudi kar posodabljajo ali pa poenostavljajo ali pa tako naprej. Ampak pri prevodih, pa če imaš to srečo ali pa nesrečo, da je prevajalka še živa, ne, je pa pač zmerom tako, da nekoliko vest ne da, da ne bi pregledal tega svojega starega izdelka, popravil različne neumnosti, napake, tudi seveda preverjal še določene stvari, ki mogoče v času, ko ni bila informacija še tako zelo dostopna, kot je danes. Tako da ja, jaz pravzaprav preden katerikoli moj prevod, kdorkoli želi uprizoriti, ga prosim, če mi da toliko časa, da jaz to še enkrat pogledam in eventualno še kaj skorigiram. Ne upam se kar dovoljiti. Mojca, recimo, gledam seznam, gospod Puntila in njegov Hlapec Mati je bil večkrat igran, najprej v ljubljanski Drami leta 1988, 1999 v novogoriškem gledališču, potem 2013 v celjskem, pa recimo Vera, ljubezen, upanje od Odona von Horvata je bil najprej igran v ljubljanski Drami, potem v kranjskem gledališču in takih primerov je še več. Kako je pa? Pri Puntili ste pozabili še akademijo. Ena diplomska je bila še. Ne, hecam se. Ja. Ne, je bila, ampak ni važen pa zdaj. V bistvu ne bi mogla nič novega povedati v zvezi s tem, v bistvu se lahko samo strinjam s tem, kar je povedala Alja. Tudi če se pač po naključju zgodi, da hoče kdo uprizoriti
Moj že obstoječ prevod si tudi nekako poskušam zagotoviti dovolj časa, da še enkrat pregledam. Je pa Raven Puntila zelo fin primer za ilustrirati, za kakšne vrste tako imenovano posodabljanje gre. Ko sem jaz to prvič prevedla, to je bila še prejšnja država, v kateri je nekako, če smo si rekli gospod, bilo tako rekoč subverzivno. Smo bili bolj tovariši in tovarišice. In ker je pač nemška beseda Herr, ki je v naslovu, dopušča prevod tako gospod kot gospodar, sem se jaz takrat seveda odločila za gospoda Puntilo in njegovega hlapca Matija. 2 ali pa še več desetletij pozneje, ko se je družba spremenila, ne samo način mišljenja, ampak v tem smislu popolnoma družbene spremembe so nastale in je gospod postal zelo pač vsakdanja beseda. Ampak zelo pomembna je pa postala ta hierarhija med gospodarji in negospodarji. In se je zdelo, da če kaj, potem moram pa naslov spremeniti. Kljub temu, da sem podpisana, potem se večinoma enako, je pa naslov drug. To kot ilustracija. Hvala. Gospa Urška, ko sem pregledovala vašo bibliografijo, sem našla en prispevek, ki je bil v Cobisu, je naveden prispevek, zapis vašega prispevka za enega od mednarodnih prevajalskih simpozijev, na katerem pa ste sami predstavili tole primerjavo med 2 prevodoma, vašim in prevodom Bruna Hartmana. Pa mogoče, če bi še na takšen način zajeli tale vidik novega prevoda istega dramskega dela. Ja, ko dobiš naročilo, pa nekaj že obstaja, pa nisi ti tisti, ki revidiraš samega sebe. Takrat Bruna Hartmana ni bilo več, ravno ni bilo več, tako da drugače bi ga kaj vprašala direktno o tem. Me je pa zanimalo kasneje, prej ga nisem brala, to je Edmund von Horvath, Don Juan se vrne iz vojne ali z vojne, odvisno kdo pač prevaja, a gre na vojno, a gre v vojno, to so take stvar diskusije, stvar režiserjevega pogovora z njim, kaj bo sploh naredil. Ti imaš tragikomedijo, lahko greš bolj v tragično, lahko greš bolj v komično. Ne more on po tvoji interpretaciji delati v tem smislu, malo. Simpozij ima neko to formo, 20 minut, 15 plus. In ni prav dosti, prispevek ni izpisan, da bi bil res dolg, ne vem, znanstveni članek. Ampak kar sem jaz opazila je, seveda, med najnima prevodoma je bilo, 30-40 let in je Hartman imel drugačno izkušnjo, jaz pač tako literarno, sociološko me vedno zanima, koliko je človek star, kakšnega spola je, v kakšni poziciji je, z katerega, z nekega horizonta pač prevaja. In Horvath je bil star, mislim, da 36, ki je to pisal, jaz sem 39 stara, ker sem to prevajala, Hartman pa 58. In prevoda sta, jaz mislim, da zelo si podobna, so pasusi, ki so domala res čisto isti. Potem je pa tako, podomačitve, ker to je bila že prejšnja država, ki je Hartman prevajal, Anna ni pisano z 2 N, pri meni je pisano z 2 N, ampak kar pač se mi zdi prevodna kultura danes taka, seveda v globalizaciji pa res ni problem, ne vem, vseh tujih imen napisati, kot se napišejo. Malo je problem z transkripcijami, bojo kolegi vedeli za bolj eksotične jezike, ampak pri Nemcih pa res ne. Tako da, potem eni poudarki, jaz sem tam, kjer, seveda, to je prva svetovna vojna, stvar se čez noč postavi na glavo za vladajoče razrede, prej aristokrati so zdaj šokirani, da se jim
služabnica drzno punta, ne, in nekaj posmehuje in tako naprej. In hkrati tudi je skoraj nemogoče, da zdaj obstaja ena dentistka namesto moškega dentista. In jaz sem pač recimo poudarila, da obstaja, ne vem, babure, babnice, malo bolj žmohtno se mi zdi, da sem na enih določenih mestih, ki sem jih pogledala, prevajala. Drugač pa je on tudi, no, Hartmann, ki je pa res imel tudi dolgoletne izkušnje s prevajanjem. Hvala. No, omenili smo prej knjižno izdajo Dram princes, sicer pa so večinoma prevodi dramskih besedil ali neobjavljeni, ali pa objavljeni v gledaliških listih. In naj povemo, zdaj, če moje informacije držijo, predvsem v 90-ih letih, na začetku 90-ih so se začeli objavljati v gledaliških listih. Najprej je, mislim, da Drama, oziroma skoraj da vzporedno potem tudi Mestno gledališče ljubljansko, tako da so prevodi, ki so nastajali pred tem, pravzaprav dostopni bolj kot ne v tipkopisih, in to deloma na akademiji, deloma na Slovenskem gledališkem inštitutu, ali tudi mogoče kje drugje, recimo v Trstu tudi hranijo nekatere tipkopise, in arhivih gledaliških, ja, seveda. Pa me zanima v resnici ta premik objavljanja v gledaliških listih. Mogoče Mojca, kako je prišlo do tega, da se je začelo to objavljati? Sem se malo pripravila na to vprašanje in imam tukaj številke. Aha. Govorim se, številke imam samo za ljubljansko Dramo, druge bi bilo zdaj malo težko dobiti cifre, no, ampak res je, Drama je tako res sistematično začela prva med slovenskimi gledališči objavljati v listih, sledilo je zelo malo tudi mestno, potem pa še tudi druga gledališča, in Celje, Maribor in Gorica. Res, da mogoče ne tako dosledno, mislim, da na malih scenah, da sploh ne, ali pa ne več, ali pa zdaj že, pa nekoč niso. Ampak to je bilo, pri nas je bilo to takrat, ko je postal umetniški vodja in direktor Janez Pipan. In to dobesedno leta 1994, prva polovica sezone 1994-1995, in prva igra, ki je bila objavljena v listu, je bila od Dušana Jovanoviča Uganka Koraže. In to je od leta 1994 do 1922 vsega skupaj 232 tekstov objavljenih. Ampak tle so šteti tudi seveda slovenski, ne samo prevedeni, s tem, da moram povedati, da v enem primeru so samo songi, v enem primeru je namest 2 Euripidov samo eden in v enem primeru je namest dramatizacija romana Proces objavljen Kanjetijev tekst o raziskavi, kako je Kafka pisal Proces. Samo za ilustracijo, med letoma 64 in 69 je bilo v gledaliških listih ljubljanske Drame tudi objavljenih nekaj iger, in sicer 7. Mislim, da je ni odveč pripomnim, da je to bilo obdobje, ko je bil umetniški vodja in direktor Drame Bojan Štih. Ampak to so bile same krstne uprizoritve, nekatere naročene, nekatere pridobljene po natečaju, nekatere pa najbrž kar samo prinesene. In med njimi je sicer tudi en prevod, ampak tudi krstna uprizoritev Miss Jenny Love. Zdaj, med temi 232 je torej objavljenih od 94 do danes, premiere je bilo pa 326. Se pravi, razlika 94. V ta 94 pašejo pa bralne uprizoritve, kakšne koprodukcije, ko je recimo koproducent tega ni želel, in ali pa recimo, ne vem, če je bila kakšna taka stvar, kot Biblija prvi poskus, pa Vojna in mir, pa tako, tega nismo objavili. Mogoče, da pa se vrnem s svojim zaključnim delom odgovora na vprašanju, kako je prišlo do tega, smo to delali. Na začetku smo rekli, ok, kar smo naročili, to bomo objavili. Ne bomo pa objavljali tistega, kar je že objavljeno, ali pa je recimo prevajalec zmenjen, da bo objavil, ali pa avtor.
In seveda zato potem v prvih nekaj sezonah res boste videli, da nima vsaka premiera tudi teksta v gledališkem listu. Kaj se pa potem začelo s časoma dogajati, da je publika, kljub temu, da je tisti list, ki ni bilo teksta noter, bil cenejši, se zelo pritoževala, zakaj ni noter teksta. In pa smo začeli objavljati tudi Shakespeare, pa Molière, pa razne take stvari, ki bi jih sicer ne. Na to temo lahko govorim do naslednje srede, tako da me morate vprašati. Mogoče primerjalno, Alja, v Mestnem gledališču, kot rečeno, so prevodi sledili objavljanju, ki ga je začela Drama. Omenjeno je bilo tudi to, da nekatera gledališča, recimo tudi Novogoriško gledališče, za predstave na Malem odru je imelo drugačen režim. Tam niso bili objavljeni prevodi. Tudi v Mestnem mislim, da je bilo tako. Kako ste se odločili? Ja, jaz se nisem tako intenzivno pripravila, zato ker sem že zdavnaj zapustila Mestno gledališče, ampak takrat, ko sem pa vstopila van, to je pa bilo leta 1993, smo se pa tudi takoj odločili, da bomo objavljali dramske tekste. Takrat je bil direktor Zvone Šedelbauer in umetniški vodja. In smo pol to počeli res kar dolgo časa, vsaj ves tisti čas, ko sem jaz bila, se reče skoraj 15 let tam dramaturginja. Imeli smo pa tako politiko, da imamo velik oder, za katerega smo delali velik gledališki list, pa mali oder, za katerega smo delali mali gledališki list. No, in ker je bil mali gledališki list po formatu bistveno manjši, pač van nismo pač vtiskali tekstov in jih mislim, da nikoli nismo tiskali in jih še danes ne. No. Zdaj pa današnja praksa pa tako se mi zdi, da nikjer več, razen v celjskem gledališču, ne vem, če še kje, pa tudi v celjskem ne tiskamo več dramskih prevodov in tekstov, razen kadar gre za, mislim, da je samo za izvirne prevode, drugače pa sploh ne, za kakršnekoli posodabljanja, sploh ne več. Ker nekako tudi, ne vem, ni več niti, čeprav stanejo ti gledališki listi zdaj 2 evra, pa tudi tega noben niti ne kup, pa tudi, kadar so zastonj, ga noben ne vzame, saj v Celju je tako. Tako da se tista naklada pol tam vala in se pol stran pomeče. Tako da to se mi zdi, da je velika škoda, da pač ta dramski fundus ostaja v bistvu nenatisnen. Ena stvar pa je, na katero sem pa hotela jaz vas upozoriti, pa najbrž ne vem, če se tega še kdo spomne, no se tudi jaz se ne, ker se je to začelo leta 1957, ampak takrat je pa Zveza kulturnih organizacij Slovenije začela izdajati dramsko knjižnico. In so oni izdajali tudi po 5, 6, 10 iger vsak let. In to je šlo, meni se zdi, kakor sem jaz zasledila tam do 90. leta ali dokdaj, pol je pa se to ugasnili, no, z državo verjetno. In to je bila ena redkih takih kontinuiranih edicij, ki so izdali, take drobne knjižice so bile, kjer so izdali prevode, pa tudi sicer izvirne tekste. No. Evo. Ja, to sem zasledila, recimo Lahko noč mama je bilo objavljeno, ne, leta 86. Ja, tako da v bistvu je bila ta, ja. Sicer pa se je konec 90-ih pojavil oziroma je prišlo do izida knjižnega zbranih, nekako zbirka je začela izhajati, 4 zvezki so išli Dramatikona, to Mojca Krajnc sta z Alešem Štegrom skupaj uredila in so bili izbrani vanj nekako ključni teksti 20. stoletja oziroma nekje od konca 19. stoletja. Takrat ob izidu prvega Dramatikona je založba povedala, da ne želi katalogizirati, marveč na novo odkrivati, posredovati in usmeriti pozornost na tista besedila, ki zrcalijo prelomne točke zgodovine modernega gledališča in ki jih poleg literarne dovršenosti odlikuje velika uprizoritvena privlačnost. Kako je prišlo do tega projekta? To so se spomnili na Beletriji, takrat je bila to študentska založba. Ime zbirke je od Aleša Štegra, tako da to. Jaz sem bila pa tam v tem odboru nekako povabljena zraven in potem, ko se je stvar začela, kako ne rečem, realizirati, sem bila tudi tako imenovani izvedbeni urednik. No.
za vse 4 zvezke. Mišljeno je bilo, da jih bo išlo 5, ampak kljub temu, da za peti zvezek so bliže pripravljeni prevodi, potem mislim, iz finančnih razlogov ta 5 zvezek ni izšel. Mislim, da nismo nič posebej skrivali, po kateri izdaji smo se vzorovali. To je izdaja nemška Surkamp Verlaga Spektakulum, ki vsak zvezek prinese 6 iger s spremnimi besedami, z CV-jem avtorjevim, skratka z vsemi podatki, ki jih človek želi imeti pri roki, kadar kakšno igro prebere. In res je, Dramatikon je bil mišljen ne zdaj samo iz enega vidika ali pa z enim kriterijem so bili narejeni izbori, ampak v bistvu malo kakšno sramoto v smislu, a tega še nimamo prevedenega, to sramoto malo, kako ne rečem, pokrit, ali pa recimo za določene tekste, ki se nam je zdelo, da po krivici so obtičali v arhivu, če uporabim izraz napovedi našega pogovora, da jih osvežimo oziroma damo prevajalcem to priložnost, da jih osvežijo in objavimo. Tako da recimo prvi zvezek je tak primer bil 6 iger, od tega 3 že uprizorjene, 3 pa narejene na prevodi po naročilu. In približno ta dinamika je si tudi držala naslednjih 3 zvezkov. Kar je mogoče za ta pogovor zanimivo, kako ne rečem, da jaz zdaj to tle poudarim, je pa to, da velika večina teh iger, ki so bile narejene, ki so bile prevedene po naročilu za objavo v Dramatikonu, potem niso bile nikoli uprizorjene. Tako da... Ja, to sem tudi jaz preverjala in se mi je zelo zanimivo, da se mogoče gledališča tudi niso odzvala na ali kako mislim, če se recimo spet naslanjam na ta tekst napovednika našega pogovora, kjer je pač napisano, da založbe buho, nič nobenih dram ne izdajo ali pa če dalje manj. Mislim, da je treba obrniti vprašanje, zakaj pa objavljajo takrat, kadar jih objavljajo. In nikoli to ni razlog za to, da bi potem tisti tekst bil uprizorjen. Tukaj sem naredila malo manj temeljit research, sem šla sam po spominu, kar, če govorim zdaj o prevodni, pri Slovencih je stvar malo druga. Avtorji te teživi večinoma sami poskrbijo, da vsake toliko časa izide zbirka njihovih iger, pa imamo pa še to krasno institucijo, ki se ji reče zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, med katerimi so tudi dramatiki in tam pol z vsem aparatom in z vsemi opombami in to izide super, Primož Kozak, Dominik Smolej in tako naprej. Pri prevodni dramatiki je pa drugače. Zdaj na pamet se spomnim zdaj 3 primerov. Eden je bil Antigona Anujeva, ki je šla čist pred kratkim pri Slovenski matici z enim obširnim spremnim besedilom, izvirnim, in mislim, da je tle bil razlog, da ta Antigona je tako rekoč, kako ne rečem, upisana gensko v slovensko kulturno krajino in je treba pogledati tudi, kot je to prišlo v prsmo letu. Je bil tudi v bistvu nekaj zamujenega popravljenega. Druga je bila Sveta Ivana Klavniška Brehtova, to sem jaz prevedla in vem 1:1, zakaj so naročili, v bistvu iz razlogov, ker je to teoretska referenca. Tretji je pa zbirka ciklus IBI. In če imaš ti nekoga tukaj, ki je specialist za žarija, to prevaja, zna pa bolj še kaj napisati, jasno, da boš naročil, da ne to naredi. Res je, da je en del tega je bilo uprizorjeno, ampak mislim, da bi ta zbirka ciklus IBI pri Kondorju blih tako izšel, tudi če drama tega ne bi uprizorila. Skratka, ne, založbe mislim, da je čisto v redu, da izdajo rajške kakšno kvalitetno prozo na dramatike, ker teatri bojo zmer sami hoteli, ne pa gledali, kaj so založbe izdale, pa pol uprizorili. Zelo redko. Pa kasneje. Sem hotela dodati mogoče možen razlog, pa se bo še krepil, zato da se ne bo vse tiskalo kar povprek, je tako imenovani zeleni prehod. Da bi mogoče se bolj osredotočili, kaj že so lektori. Ja. Skoncentrirali na, kaj zvem, nek portal. Mislim, potem pa dajmo vse digitalizirati,
Ne? Ne. Z digitalizacijo. Pravice za internet so druga cena. Ampak vsekakor tiskati ne, že to, ker res vsaka stvar, ki jo natisneš, je fajn jo smiselno premisliti, ne. Hotela sem samo še to dodati, ker imamo v publiki doktorja Tomaža Oniča, pa Alin prvi prevod in praznovanje je on pregledal natančno, mislim, zelo natančno v vseh 3 verzijah in potem navedel primere. Če koga malo več zanima o Ali Predan kot prevajalki, lahko si pogleda to, posluša na spletu, na naši strani prevodnega Prangerja, ker smo v lanskem letu imeli z obema tukaj navzočima 2 različni prireditvi prevajanje za oder iz angleščine, prevajanje za oder iz nemščine. Iz nemščine z Mojco Kranjc, Urško Brodar in Urbanom Šrimfom ima nekih neverjetnih, pa res ne vem, odkot to pride, čez 1600 ogledov, kar je res noro, tudi za, ne vem, računalniške frike je precej. Tako da tudi to, kar je danes že malo bolj povedala Mojca, kdaj so se začele, ne, so se sred 90-ih, ker je seveda bila zraven, kdaj se je začelo to objavljati. Tako da bi potem Tomaža vseeno prosila, če mogoče kaj povzame kasneje, če bo debata s publiko. Hvala. Seveda. Ja, jaz bi tle sam še dopolnila Mojco in sicer zato, ker tudi ne bi vedela, če ne bi bila sama tam udeležena. Še ena knjiga je šla, sodobna ameriška drama, založba Karantanja. Ne vem, zakaj so oni to pravzaprav delali, zakaj so to objavljali, ampak tudi ne prav dosti tega, kar je tam objavljeno, je bilo uprizorjeno. Ampak hočem pa povedati še nekaj v zvezi s svojim bivšim delom. Mi smo tukaj na Borštniku imeli mednarodne fokuse, vsako leto posvečene drugi državi, v bistvu državam iz teh tako imenovanih manjših jezikov. To je bil nek tak, mislim, to je bila neka taka ideja, da se posvečamo državam, iz katerih dramatike praktično ne poznamo ali pa nam je nedostopna, ker so pač jeziki manj dostopni, a ne. In moja ideja je bila, da to prevajamo in natisnemo v knjigi prav zato, da omogočimo gledališčem, da bi kakšnega od teh tekstov moral biti pa le uprizorili. No, tudi v tem primeru se to ni zgodilo. Mislim, samkrat so uprizorili enega od teh tekstov, kakor jaz vem, ampak drugače se niso, nihče se ni opogumil se s temi finskimi, recimo švedskimi teksti spopasti, nizozemskimi in ne vem, kaj še vse smo delali. Tako, samo to kot dopolnilo. Ja, to sem tudi sama hotela spomniti. Od leta 2011 do 2017, če se ne motim, so izhajale sodobne drame iz različnih evropskih držav. Tako da v bistvu, mislim, to je še vedno dostopno, mogoče se pa kdaj kdo okrajži, pa se bo česa lotil. Vsekakor je bila to... Ja. Ampak vsekakor je bila to dobrodošla informacija, tudi ker mislim, da danes nimamo ravno veliko stika z dramatiko sodobno, mislim, da bi direktno se jo predstavljalo, ne vem, kaj menite mogoče o tem, kakšni bi bili načini, no? Če bi morda v kakšni reviji izhajal del dramskega dela, pa bi se potem ljudje seznanjali s tem, kaj nastaja v tujini. Mojca. Mislite ljudi, se pravi te, ki delajo repertoarje gledališč, ki berejo te tekste z namenom, da bi se to pol uprizorilo? Recimo. Zdaj, če govorimo o sodobnih tekstih, je vidno že tudi praksa taka, zelo raven, berem prevod v angleščino enega norveškega teksta, ki pač ne znam norvešk, so očitno iz teh eksotičnih jezikov
dramatiki ali pa njihove agenture same že poskrbijo, da je ali sinopsis, en del, kakorkoli tega že prevedeno in ti prek agenture to dobiš, da lahko dobiš en približno predstavo o tem, kakšen ta tekst je, pa se pa na to mukotrpno pot prevajalca iz eksotičnega jezika podaš. A ne? Da bi pa zdaj to sistematično premalo je uporabnikov za to, da bi ta del bil to, kar je delala Alja, te zbirke fokusov, te so super, že če drugega ne, zato ti veš, kjer prevajalce za te jezike lahko najdeš, ne? Ja. Čistko. Da pa ni prišlo do uprizoritev, so pa razni razlogi. Repertoar mora seveda biti zmeri, mora ga nekaj skup držati. Imaš to ena omejitev, druga omejitev, kakšne režiserje imaš, kakšen igralski ansambl imaš, potrebe potem. A pa še stvari skrb, to je zelo, ni to zdaj, zdaj pa zato, ker je objavljeno, pa ne bomo objavili. Tako pač je naneslo. Mislim, da ni. Mislim pa, da za zdaj, kakor lahko vidim, je najboljši način ta, da če je jezik na ta način nedostopen, da se poskrbi za ali v angleščino, nemščino, francoščino, prevod. Mislim, da to funkcionira, zdaj ne vem, kako je na področju dramskih, ostalih, ne vem, kako so organizirani dramske trgi, ne vem, na Danskem, etc. Ampak literarna scena je na ta način, se ti ne moreš najprej tukaj delati, že si stroško delati, pa prevoda narediti za to, da bo ena založba izdala. Ne. Točno to, agencije so, vzorčni prevodi, sinopsisi, book, tako imenovani, in pa so fotke in vse, ker včasih pač za literaturo je še pomembno, kako človek zgleda, pa če zna kakšne tuje jezike, da bo govoril na odru. Zakaj se ne postavi na oder, zakaj se ne postavi na oder, pa je prevedeno, za na kak način je treba. Jaz sem od Srečka Fišerja našla en citat, kar mislim zdaj že pravzaprav Mojca povedala. Na ta način, kako gledališča izbirajo v dobrem prevodu za teater, je rekel v enem intervjuju, mislim za Delo. Nisem nikakršen purist, na vse zadnje me je oder temeljito naučil, da je prava tista beseda, ki je prava v konkretnih ustih in konkretnem prizoru. Ne? Se pravi, konkretnih ustih v igralcu. Ti že veš in zato je tudi mogoče, moje mnenje je, mislim, kakor opazujem, da gledališča, to bo pa res Mojca, oziroma bosta Alja pa Mojca dosti bolj žvedle, izbirajo v tem smislu na zicer, ne, v košarkaškem žargonu, da ti veš, da boš zadel koš, da ti veš, da ta prevajalec pozna, ve, kaj ti počneš, kaj ti rabiš in koga imaš na razpolago. Mislim, a imaš nekoga, ki bo to vlogo imel, koliko vlog je noter, pa koga pač, razen pač režiserjevo postavitev, obstajajo dvojice pa trojci, ko skupaj delajo, ne vem, Brodar dela s Sebastianom skupaj, ne, in tako. Alja, ti si mislim, da v Prangerjevem pogovoru povedala, da so Vretovi nagrajenci recimo niso najboljše izbira. Če se zdaj pogovarjamo, kako gledališča izbirajo iz te napovedi, ne? Ne generalno, tlele bom izuzela Mojco Kranjc. Ne, ampak res pa je, da smo imeli mi izkušnjo v gledališču, ko smo se odločili recimo za renomiranega prevajalca, Sovretovega nagrajenca, ki pa je prevajal bolj ali manj samo literaturo, prozo, no. Mislim literaturo, prozo. Da se je pokazalo, da pač v tem smislu dramskega prevajanja ni bil vešč in smo morali posegati ogromno časa v prevod, da je bil govorljiv, ne, zato ker je pač, mislim, jezik odra je drugačen, kot je jezik knjige, ne.
hočeš nočeš, v njem je ritem, je tempo, so čustva, ne, povsem drugačna. Tako da to, ampak jaz bi se samo še navezala, preden grem, to pa čez 2 minuti se upravičujem, ampak res moram biti v Ljubljani, ob 8 imam neodložljivo obveznost. Tle bi pa jaz apelirala zdaj tudi na kulturno politiko, ker ne vem, če sicer to kdo sliši, mogoče pa Bog da kdo. To, ko ste omenjali agencije, ne, države, tako rekoč, skoraj vse države, ki jih jaz poznam v Evropi, imajo zelo dobro razdelano promocijo lastne kulture v celoti in tako tudi lastnega gledališča, dramatike, teatrologije sploh. En primer vam bom povedala, Slovaške, na primer. Slovaški gledališki inštitut je že pred časom, ko je bilo to sicer še nek obsoleten medij, ampak vendarle je izdal na eni disketi vse slovaške drame, slovaške izvirne drame, prevedene v vse jezike. Se reče, tega je ne vem koliko, 500. Ampak tako, kot da bi mi izdali na enem mediju, na enem ključku vso slovensko dramatiko prevedeno v vse tuje jezike. To je nekaj, česar si mi sploh ne znamo predstavljati. Ne? Poleg tega imaš ti, recimo v skandinavskih deželah, imaš ti inštitute oziroma organizacije, ki ne samo da promovirajo na ta način, kot je Mojca rekla, ne, svojo dramatiko, ali pa Katalonci recimo so zelo močni v tem. Ne samo na ta način, ampak tudi financirajo prevajanje lastne dramatike v tuje jezike. Tako da ko sem jaz delala ta fokus oziroma te sodobno evropsko dramo, jaz nisem imela nikoli problema dobiti v dotični državi finance za prevajanje njihovih dramskih tekstov v slovenščino. Tega filma, ne vem, pri nas še nismo gledali. Ne vem, kdaj ga bomo. Jaz se vam res opravičujem, zdaj pa jaz moram jeti, tako da hvala za vprašanja, vse bom odgovorila po mailu. Najlepša hvala, Alja. No, naj dodam, da smo pred kratkim šele dobili prevedenega Cankarja v celoti v angleščino, ne? Tako da še veliko dela nas čaka na tem področju. Zdaj, ko sem pripravljala te sezname prevedenih in objavljenih del, sem poiskala v Cobisu tudi nekaj, če je mogoče najti podatke o radijskih igrah. To je sicer precej težko dobiti, marsikaj mislim, da tudi ni v Cobisu navedeno. Tako da recimo pri Alji sem našla nekaj teh radijskih iger, Mojca tudi eno, jaz sem v Cobisu našla eno samo, predvidevam, da je mogoče tega kaj več. Ja. Je pa tudi recimo ena zbirka prevedenih dram išla na Filozofski fakulteti v Ljubljani leta 2003, to je pa makedonska dramatika. Takrat so to izdali, prvenstveno je bilo namenjeno študentom, ampak tudi seveda ljudem, ki bi se želeli seznaniti z makedonsko dramatiko, in v ta izbor so bile vključene tudi kar v precejšnji meri igre, ki so bile radijsko uprizorjene, se pravi prevodi teh radijskih iger. Tako da me zanima čisto tako, kako pa recimo je z radijsko oziroma z igrami dramskimi, ki so radijske oziroma radijski medij, no, tako kako je dramatika, mislim, ali je to v bistvu, če začnemo spet pri teh naročilih ali ponudbah same dramatike radijskemu mediju, kako Mojca mogoče prihaja do tega? 10 imam radijskih iger, to sem se tudi pripravila, ne, da če bi se predvsem z tega stališča, koliko mojih prevodov, ki jih je tudi z radijskimi igrami vred dramskih okoli 70, no jaz sem še boljši rating, sam ena stvar ni bila prizorjena in vse so bile narejene po naročilu. In če recimo lahko v zvezi z gledališčem, dramskim gledališčem, povem zdaj tukaj kaj več, ker sem pač kot dramaturg tudi zaposlena v gledališču, kar se radijskih igr tiče, ne morem povedati
čist nič drugega, razen tega, da imam prevedene in da so mi to naročili. Da so pač iz nemščine prevedene in da je to popolnoma za radijski medij so napisani teksti. Ne predstavljam si, da bi to s kakšnim velikim trudom, razen s kakšnim velikim trudom lahko transponirali za gledališče. To so eminentno radijski teksti. Moš pa seveda raven tako, kakor pri gledaliških tekstih paziti na to, kar je bilo povedano že danes, namreč, da bo to nekdo moral govoriti. Ja, predvsem bolj sem želela poudariti, da je to težko dostopno. Se mi zdi še teže dostopno kot recimo tipkopisi del, prevedenih dramskih del, ki niso bili objavljeni. Radio pa nima gledališkega lista, nima radijskega lista, nima možnosti, nobene, ali pa redke, ali pa bi se en moral prav, recimo, inštitut zavzeti za to, da bi, če bi bilo vredno, ampak ne. In zdaj po analogiji, s tem, kar sem povedala prej, da teatri očitno rajš sami najdejo tekste, ne pa iščejo po obstoječih prevodih, je mogoče tudi po radijskih igrah tako, da radijske dramaturgije same najdejo. Ne. In zdaj, zakaj bi to tiskali? Zato, da bi en drug radio to prizoril? Ne, mislim, samo en radio radijske igre uprizarja, mislim, snema, ne. Tako da... Ne, jaz lahko sam rečem, da nimam izkušenj z radijskimi igrami, da imam izkušnje z delanjem pač oddaj za radio, kjer so dialogi, ki jih sama pač potem nekako naredim, ampak za prevajanje pa ne v primerjavi z recimo nemškim sistemom, tam so radijske igre zelo, zelo cenjene in jih tudi zelo naročajo in izvajajo na veliki nogi, kot se reče. Ne vem, kako je, ima res malce več upogleda. Ena stvar, ki ne vem, če se bomo še dotaknili, ki je, mislim, da opisana, o izbiri gledaliških prevodov in prevajalcev, o staranju, ampak o izbiri. Mene bi prej zanimalo, ker škoda ni Ali več, a ste vi kaj, da vrnem vprašanje, a ste vi kaj raziskovali zdaj, ko ste to se pripravljali ali pa na inštitutu, kjer delate, iz katerih, v zadnjih, ne vem, 20 letih, iz katerih jezikov, v kakšnem procentu mi sploh prevajamo. Ker tako laičen občutek je, da bistveno prednjači angleščina, ne vem koliko, po občutku bi mojca rekla, in nemščina. In tudi potem je s tem povezana pa ena centralizacija. Recimo, jaz sem se skušala spomniti, kdo tukaj okoli, ki ni iz osrednje Slovenije, sploh ima kakršnokoli izkušnjo s prevodom za teater, da je bil prizorjen. Maribor ne navaja na ta način, mislim, ne vidim, da bi SNG Maribor na tem tako delal kot SNG Drama Ljubljana ali pa MGL, recimo, da se tako jasne, ampak ima čisto drugačno, se reče, poetiko, ker so, to sem tudi opazila, zanimiv trend. Recimo Jure Novak, ki je režiser in si potem sam prevede to, kar nuca potrebuje. Ali pa, da sploh ni navedeno, je jasno, da je nek Švicar, ki je v nemščini verjetno pisal, mislim, je jasno, kdaj in 2007 na Drezdenskem gledališču bilo izvedeno in jo imamo potem v Sloveniji, ne piše nikjer, kdo je to prevedel, in potem se lahko razume, da je verjetno Sandi Lopičič sam prevedel, ampak ni navedeno. To je pač bilo prizorjeno v Mariboru. Jaz zdaj take raziskave nisem delala, iz katerih jezikov se je v zadnjih 20 letih prevajalo. Kolikor sledim gledališču, ja, seveda prednjačijo jeziki, kot je angleščina, nemščina, tudi francoščina se, recimo že v primerjavi s francoščino je italijanščine manj, ampak ja, mislim pa, da povsod, vsaj, mislim, kolikor sama sledim, so navedeni prevajalci, kjer
gre za prevode. Zdaj pa ne vem, tale primer mariborski, mislim, kako točno se je to zgodilo, ampak načeloma to mislim, da gledališča kar upoštevajo, če so prevajalci prisotni, ni da jih ne bi navajali, no. Ja. Tako. Ne, prej sem omenila ta primer prevodov makedonske dramatike kot izdajo na Filozofski fakulteti, ker sem se želela navezati tudi na vaše delo na Filozofski fakulteti v Mariboru. Namreč zanima me, recimo, koliko je pa strani študentov zanimanja za prevajanje dramatike. Jaz prevajanja dramatike iz nemščine res samo za vzorec ponudim, ker imajo izdatno možnost pri prevajanju iz angleščine. Dr. Ronjič je res pač edini slovenski v tem smislu prevodoslovec, ki se ukvarja z dramatiko. Ima tudi monografijo, odkar njegove mentorice ni več med nami, Darja Hribar, ki se je tudi s Pinterjem ukvarjala. Tako da ne, dramatika, nasploh literatura, če ni žanrska, ne, poezije, ne vem, ne vejo, kdo je Günter Grass, ne poznajo Nobelovcev, kaj šele, da bi jih kaj zanimalo, da bi hodili v gledališče, ne hodijo. Naši študente, kolikor vem, Tomaževi hodijo, ker ne, morajo verjetno za kak izpit narediti. Tako da niso, mislim, študenti je križ, upam, da je tu, ne delam krivice, skušamo se za ta razvoj publik, ne, in za kulturno-umetnostno vzgojo na ravni mesta tudi nekaj narediti, da bo to bolj palilo, ne. In mislim, da niso kulturna publika, niso tako samoiniciativna publika. Če lahko mogoče samo dodam se, verjetno se me sliši, verjetno tisti študenti jezika, ki imajo nekaj, bi rekel, interesa več za književnost, se navadno odločajo za študij jezika in književnosti. Potem, ko prevajalstvo se pogosto vidi, ne vem, Brusel, pa, ne vem, skratka prevajalstvo kot pač neko opravilo, neko delo. In zato veliko krat tudi, zdaj, ko se ravno omenila Darja Hribar, ona je se pomagala sestavljati prvi program za prevajalstvo na mariborski, takrat je vaša pedagoška fakulteta, in takrat se spomnim, da bo kar nekaj komentarjev na to, zakaj pa rabijo prevajalci toliko literature. Ker je bilo, da so bili noter literarni predmeti. Ne? Kaj bo z literaturo? Samo ne zelo prevaja. Mislim, ne bomo da njih brala prevaja. Medtem, ko je bilo veliko pojasnjevanja potrebnega, da je tu, mislim, lep jezik, usvajanje skladja, usvajanje nekih kolokacij, tekočega ritma, to, kar je preomenila Alja. Skratka, vse te stvari se dobivajo iz književnosti, ampak danes pa mogoče se to še malo bolj potencira. Tako da, če v učilnici, kjer je, ne vem, 10 študentov vprašaš, koga bi zanimalo prevajanje literature, če dobiš 2 roki, je to bingo. Medtem navadno je ena ali pa navadno nobene. Da bi pa zdaj tu noter človek iskal še nekoga, ki bi se na tej stopni že odločil za prevajanje dramatike, pa interes za dramatiko. Mislim, da se potem razvije verjetno to z neko kilometrino pozneje. Res pa, da mora biti človek najprej v gledališču doma, se pravi, skoj predstave, brat, to mora zanimati, ljubezen do literature, tudi poezije, tudi do ritma, in potem se na neki točki verjetno poklopijo neke zvezde in se rodi nek prevajalec drame. Se koliko jih pa je tam nas? Ko pravzaprav pol smo jih nekaj skoraj precejšnji delež smo imeli na začetku tu na odru. Hvala. Patina vrhota. Mogoče bi kaj na to temo še lahko dodala Mojca, kako ste recimo se
ponavadi odločali v ljubljanski Drami za prevajalce? To vprašanje za ravnatelja. Tako da bi sam pozorila, da pa včasih, zdaj to, kakšne so čisto intimna odločitev, za katero je odgovoren šef, tega ne bi hotela ne razlagati, ne komentirati. Ampak če pogledamo samo podatke, boste pa lahko videli, da spet bo morala omeniti čas ravnateljevanja Janeza Pipana. Je pa tam v tistem času precej novih imen prevajalskih se je pojavilo, od teh se je najdel obdržala raven Tina, ki je prej prevajala irsko prozo zelo dobro in je bila opažena, in ravno takrat smo bili slovensko-irsko gledališče v Ljubljani, ne? In je to se nekako srečno poklopilo. In očitno je dobro se znašla tukaj in je zdaj ena naših največjih, najboljših, najslavnejših prevajalk. Pa še so kakšni taki primeri. No. Tako da gotovo je Pipan hotel še odpreti vrata kakšnemu mlajšemu kolegu. Ne. Jaz se mogoče navežem, ker sem si tu pripravila eno svetlo izjemo, in to je MGL, Mestno gledališče ljubljansko, ker se mi zdi, da v tem mandatu, ki je že kar dolg tudi, Barbarin redno privablja k prevajanju sicer vrhunske literarne prevajalke in prevajalce, ki niso hišni zaposleni, ampak samo zaposleni v kulturi. Ali pa tudi kdo je zaposlen. Recimo Anja Naglič, tukaj prisotna, je prevedla Falka Richterja, to je zdaj samo za zadnjih par let, Amalija Maček, Artura Šniclerja, Jaša Drnovšek je prevajal pred leti. Milan Štefe je pa v službi prevajal ogromno, ne? Ampak vendarle je še zunanje, tako kot moja malenkost dvakrat privlekla. Anjo Hiling je prevajal, Jaša, no. Pa ne vem, za kjer teater je prevajal v dialektu iz Zagorja. Aha, ja, Hauptmana, ne? Ja. Se mi zdi, da je manj tega v SNG Drami, no, jaz lahko komentiram, če Mojca ne more, da primerjavi z MGL-om, ali pa še mogoče, mislim, da Nova Gorica, tu pa tam kaj naredi, Prešernovo, Lučko Jenčič večkrat povabilo zunanje. Kot rečeno, jaz pač lahko sem heretična, nimam občutka, da bi Maribor na tem kaj zelo delal. Ker zato tudi daleč naokoli noben ne živi, ki bi to delal tukaj. Sicer bi se najlepše zahvalila Urški, Mojci, vsem vam, ki ste prisluhnili današnjemu pogovoru. Upam, da se bomo še kdaj srečali in govorili naprej o dramatiki, mogoče z novimi že projekti jih predstavili in pokazali rezultate, če se bo le dalo, ne? Prav. Hvala.